Osma globinska mišična proga. Nazadnje bom govoril o osmi globinski mišični progi. Iz naziva vam je jasno, da gre ta proga po globinskem delu telesa. Na poti proge ležijo vsi notranji organi, zato morate tej progi nameniti še večjo pozornost. Zmeraj trdim, da se zunanji svet telesa vidi kot koža. Kaj pa se dogaja pod njo? Naj ponovim. Življenje telesa se dogaja v njegovih globinah, zato pozorno poslušajte zgodbico o osmi globinski mišični progi. Na začetku vam prikažem postaje oziroma narastišča mišic na osmi progi. Na stopalo se pripenjajo mišice zadajšnje skupine. Te v glavnem izvajajo gib proti podplatu in navznoter. Pri tem se dviguje notranji rob stopala gor. Tukaj so prikazane vse postaje teh mišic. Vsako mišico bom podrobneje razložil. Postopoma se vlak dviguje proti smeri glave in prikazuje vse postaje spredaj na progi. Pazite, proge grejo posamično le po nogah, v trupu se združijo. Končna postaja proge se nahaja na sprednji strani vratnih vretenc pri prehodu v lobanjo. Glavni del osme proge gre v globine trupa po sprednji strani hrbtenice do končne postaje. Označena je z rumeno linijo. Z vijolično linijo je označena trebušna prepona, diafragma. Ta kupola loči prsno in trebušno votlino. V mojih zgodbah diafragma izpolnjuje vlogo tal za dvorano, motor in prezračevalne blazine in vlogo stropa za kuhinjo. Diafragma je glavna inspiratorna mišica. Med vdihom se kupola diafragme v sredini zniža, pri izdihu pa zviša. Diafragma se pripenja na ledvena vretenca s kraki z vsake strani. Rebrna vlakna diafragme se pripenjajo na rebrne hrustance od 7. do 12. rebra. Vlakna prsnega dela diafragme, označeno z rumeno linijo spredaj, se pripenjajo na ksifoidni odrastek prsnice. Nad diafragmo se ne nahaja le srce. V sredini prsnega koša živijo notranji organi: srce, pljučna plevra, aorta, požiralnik, sapnik in bronhiji, različni ligamenti, živci in žile. Vse omenjene strukture imajo tako rekoč skupno življenje in se krepijo k spodnjemu delu lobanje. Zato ločimo v zgornjem delu osme proge 3 posamezne dele: zadnji, sredinski in sprednji. Vsak del lahko po svoje postane zakrčen in potem začne omejevati funkcijo različnih organov. Zdaj bom pokazal še na enega krivca za nastajanje zaprtega vratu. To so notranji organi prsnega koša. Ti zaradi notranjih lepljivih postopkov in ustavljanja limfe povzročijo premik glave navzdol. Njihova sredinska skupna moč je tako močna, da premaguje vretenca in še dodatno zapira vrat, še od zadaj. V zgodbi o telesnem ritmu sem povedal o vplivu teže notranjih organov na kraniosakralni ritem. Tu naj povem naslednje. Različne fiksacije na osmi globinski mišični progi lahko enako poslabšajo kraniosakralni ritem. Zdaj boste pogledali, kaj je treba narediti za izboljšanje osme globinske mišične proge. Naj začnem spet pri stopalih. Vse mišice, o katerih govorim, se nahajajo na golenu zadaj. Na stopalo pride le dolga kita. Prva je dolga flektorna mišica palca noge, ki se pripenja na zadnjo površino mečnice in se končuje na distalni falangi palca.
Druga je dolga flektorna mišica prstov, ki se pripenja k notranji strani zadajšnje površine golenice in se končuje na distalnih falangah drugega, tretjega, četrtega, petega prsta. Tretja je zadajšnja golenska mišica, ki se pripenja k zunanjemu delu zadajšnje površine golenice in zadajšnje površine mečnice in se končuje na spodnjem delu narta. Ta mišica je sestavljena iz dveh delov. Srednji del veže spodnjo vejo sramnice in stegnenico, navpični del se pripenja na medialni kondil stegnenice in se končuje tudi spodaj na sramnici. Tukaj se blizu nahaja najvažnejši mišični predor, skozi katerega grejo v nogo skorajda vsa notranja drevesa. Vse te mišice grejo skozi notranji ligamentni predor in lahko postanejo utesnjene. Proga se nadaljuje na stegno, po notranji strani po veliki aduktorni mišici. V spodnjem delu se nahaja notranji kolenski mišični predor. Zato zakrčenost velike aduktorne mišice pogosto povzroči premik kolčnice navznoter in nepravilno obremenitev kolčnega sklepa. Posledično lahko nastanejo bolezni kolka. Bolj podrobno o tem govorim v zgodbi o medenici. Možnost svobodnega premika noge in kolka od sredinske linije navzven omejujejo močne aduktorne mišice. Ko govorim v svojih zgodbah o statiki telesa, si predstavljajte kotliček. V njem se nahajajo vsi spolni organi, mehur in danka. Zato bolnik za njihovo zdravje potrebuje sprostitev mišic medeničnega dna. Zdaj boste spoznali zelo pomembne mišice, od katerih je odvisen nastanek različnih bolezni notranjih organov, ki ležijo tukaj. Zakrčenost teh mišic z desne strani povzroči probleme: kolka, slepiča, desnega jajčnika, desne ledvice in mehurja, maternice in desnega črevesa. In tudi probleme gibanja ledvenega dela hrbta, križnice in utesnitev različnih ledvenih živcev. Zakrčenost teh mišic z leve strani rodi podobne probleme z leve strani in tudi probleme z odvajanjem blata. Zato se vam opravičujem za podroben prikaz ene najvažnejših telesnih regij. Nadaljujem prikaz 8. proge. Tukaj so glavne mišice. Iliakalna, črevešnična mišica izvira iz notranje površine črevnice in v celoti zapolni črevnično kotanjo. Velika ledvena mišica izvira iz vretenc TH12 do L5 po zunanji strani prečka medenico. Obe mišici se končujeta na stegnenici. Tretja regionalna mišica je mala ledvena mišica. Ta se vzpenja zgoraj k vretencu TH12, spodaj se krepi k ligamentu blizu sramnice. Ločiti je treba ta del proge na dva dela. Zunanji del sestavljata iliakalna mišica in ledvena kvadratasta mišica. Pri zakrčenosti teh dveh mišic se ledvena hrbtenica sklanja bočno in naprej. Drugi mišični del sestavljajo velika in mala ledvena mišica in pektinalna mišica. Pri zakrčenosti teh mišic se ledvena hrbtenica sklanja naprej in nastanejo problemi s kolkom. 8. globinska proga gre posamično le po nogah. V trupu pa se združijo. Tu so ledvene mišice na sprednji strani ledvene hrbtenice srečujejo z diafragmo. Hoja se srečuje z dihanjem. Zato vam je zdaj jasno, da problemi spodaj vedno odmevajo tudi zgoraj. Od diafragme grejo 3 deli do lobanje. Na poti se nahaja veliko notranjih organov in mišic. Pomembna podjezična kost se nahaja pred sapnikom. Le-ta igra v spodnjem delu vratu vlogo glavnega kamna ali ozkega mesta, peščene ure. K tej kosti spodaj se krepijo mišice sprednje strani vratu, prsnega koša, lopatic, zgoraj pa mišice od čeljusti do lobanje.
Torej, v zgornjem predelu zadnji del osme proge predstavljajo mišice, ki se nahajajo na sprednji strani vratne hrbtenice. To je dolga vratna mišica, ki veže C1 in vratna vretenca na različnih predelih. To je dolga mišica glave, ki veže zatilnico in vratna vretenca. To je sprednja prema mišica glave, ki veže zatilnico s C1. Zato ločimo v zgornjem delu osme proge 3 dele: zadnjega, sredinskega in sprednjega, po Thomasu Myersu. Vsak del lahko postane zakrčen in začne omejevati gibanje ramenskega obroča, vratu in glave. Vidite to rdečo arterijo? To je vertebralna odvodnica. Poteka skozi kostne tunele med vratnimi vretenci. Pri napetosti omenjenih sprednjih vratnih mišic in odlaganju kalcinatov na sklepe vretenc postanejo arterije utesnjene v teh kostnih tunelih. To posledično pripelje do motenj prekrvavitve zadnjih delov možganov. Bolj podrobno govorim o tem v zgodbah o glavi. Ko pogledamo na lobanjo od spodaj, lahko vidimo zatilnico, h kateri se krepi hrbtenica, beli obroč, in njena trda ovojnica, dura mater, rumeni obroč. Zadaj vidimo veliko odprtino, to je vhod v hrbtenico. K zatilnici se krepijo zadnje vratne mišice, spredaj od vhoda v hrbtenico se krepijo prednje vratne mišice. Še bolj spredaj, označeno z modrim obročem, vidimo mesto krepitve visceralnega vratu. Tukaj sta okrepljena grlo in žrelo, ki sta sestavna dela telesnega drobovja. Z zeleno barvo so prikazane notranje vratne odvodnice. Zdaj gremo dol. Poglejmo, kaj se dogaja na spodnjem delu hrbta. Hrbet oziroma peto ledveno vretence, rumeni obroč, se krepi k križnici. Trda ovojnica hrbtenjače je označena z belim obročem. Rdeči krogi označujejo velike ledvene mišice, zeleni krogi so arterije, modri oval je trebušna bela linija. Vse omenjene strukture se močno držijo druga druge, zato premik navzgor ene kosti, zatilnice, povzroči premikanje celega hrbta in posledično križnice navzgor. V obratno smer se dogaja enaka sinhronost gibov. Na skici so prikazana mesta, kamor se pripenjajo deli osme globinske proge, po Thomasu Myersu, v zgornjem delu vratu. Sprednji del osme proge se krepi spredaj, od sapnika, sredinski del za požiralnikom pred vretencem, zadnji del se pripenja na sprednjo stran vratnega vretenca. Upam, da zdaj razumete stanje zaprtega vratu in vlečenje glave navzdol v globino prsnega koša, kar nastane zaradi zakrčenosti različnih mišičnih vlakov Thomasa Myersa. Kot dokaz primera v omejevanju gibov glave prikažem lokacije, kjer se nahajajo še druge proge. Spredaj se nahajajo pete površinske sprednje mišične proge, zadaj šeste površinske zadnje mišične proge. Na površinskih delih zadnjega dela vratu se nahajajo tretje površinske zadnje mišične proge. V globini zadnjega dela vratu se nahajajo četrte globinske zadnje mišične proge rok. Torej začenjamo z 8 globinskimi mišičnimi progami po Thomasu Myersu. Prikažem mišice na stopalu. Odstranil sem površinske mišice in prikažem, kje se nahaja globinska mišica na golenu. Po odstranitvi površinskih zadnjih stegenskih mišic vidimo glavne arterije in živce, ki prinašajo snovi, tekočino in ukaze perifernim delom noge. Zdaj prikažem 8. progo na sebi. Masažo začenjam z notranje strani stopala na mestih narastišča globokih mišic. Zmeraj se držite pravila. Trdo primite tkivo in premikajte prste gor, dol in narazen.
Poskušajte ločiti notranji gleženj od petnice. Masirajte pod in nad gleženjskim sklepom. Med masiranjem premikajte stopalo na različne strani. Tako boste izrinili mišice iz mišičnega tunela. Pojdite z rokami v globino golena, saj se tam nahajajo globinske mišice. Fiksirajte najbolj boleči in trdi mišični del in dvigujte peto gor in dol. Maksimalno upognite stopalo in močno pritisnite na zadnje mišice od pete in gor po celem golenu. Dobro masirajte na rastišča mišic okoli kolena in pojdite gor na stegno. Ločite aduktorne mišice od mišic sprednje strani. Posebno pozornost namenite zgornjemu delu stegna. Spomnite se na pravilo kota. Masaža v kotu naredi večji učinek kot masaža na perifernem delu. Zato maksimalno masirajte blizu narastišča teh mišic na kolčnico. Pri izvajanju vaje lastovica iz metode 1000 gibov sproščamo mišice osme proge. Priporočam, da naredite takojšnjo masažo regionalnih globokih mišic. Torej ste razumeli, da jaz imam svoj koncept zdravljenja človeka in ena iz konceptualnih možnosti za izboljšanje počutja človeka leži v temelju telesne stavbe, torej v ustvarjanju reda in miru in mobilizacije v medenice. Torej, kako imobiliziramo ta ukrivljeno medenico? S čim? Eni sigurno svetujejo z vajami, vendar sem opazil tudi, da meni ni težko na terapiji razdreti telo na razne, osvoboditi kosti drug od drugega. Vendar takrat, ko vi pridete domov, po nekom trenutku pri sklanjanju, pri svojih opravilih, spet se vrača nazaj. Zato je učinek, tako rečeno, mogoče kratkotrajen, ali pa celo mogoče ni zadovoljuje vas počutje. Zato zmeraj sem želel imeti dodatno oporo v moji odsotnosti. Tisto oporo poimenoval podporni pas, kateri tudi po moje drugačen kot vse drugi. In v čem je drugačnost? Imamo različne tudi možnosti za ojačanje in mobilizacijo od zadaj. Imamo pas, kateri je za krepitev, imamo posebne tudi vstavek, namenjeni križnice. In na ta način sigurno mi imobiliziramo križnico in potem križnica bo vstala v drugačno pozo in takrat, ko vi boste potem hodili s tistim pasom ali pa s imobilizirane medenice, potem vaše zgornje kosti, vretence, bodo se prilagajali k novim pogojem in bodo samostojne tudi bi šel postopek samokorekcije. Samokorekcija bo dala pozitiven učinek na kolena, na meče, na stopala
in na eno nogo in na drugo nogo. In tako rečeno, učinek samokorekcije bo nadaljeval po celemu telesu. Torej, zdaj bom prikazal, kako nastavimo. Pred nastavitvijo pasu treba izvesti določene vaje, katere tudi bom dal po zaporedju, tako kot bo napisano v instrukciji. Prva vaja bomo namenili v ležečem položaju križnice. Dvignite, prosim, križnico gor-dol. Križnico gor-dol. Križnica gor-dol. Križnica gor-dol. Levo-desno. Levo-desno. Potem pa podaljšamo nogi. Podaljšamo. Stegnemo peto na periferijo, pa drugo. Torej, na ta način mi razbremenjujemo že kolčnici od križnice. Naslednja vaja bo namenjena tudi dvigovanju celega hrbta. Hrbet bomo dvigovali tukaj. Dvignite na regijo popka. Regijo popka. Popek gor, pa dol. Popek gor, dol. Popek gor, dol. In mičkano tako malo levo, desno. Da vi razbremenjujete ta predel, regijo popka. Pol pa delamo ta predel, dvignemo gor, dol. Gor, dol. Gor, dol. In tudi levo, pa desno. Obračamo. Pol pa zgornji predel. Gor, dol. Gor, dol. Gor, dol. Obračamo. Obrnemo. Zdaj pa še naredite dihanje s trebušne prepone. Torej, trebuh gor in dol. Trebuh gor in dol. Trebuh gor in dol. Zdaj smo pripravili kosti, da oni postali bolj elastični. Zato zdaj primemo pas, podložimo pod medenico, nastavimo vstavek, postavimo na križnico, ja, in skup damo, tako, in potem pa sklenimo že zunanjim pasom. Pa zategnemo, če je to potrebno. Če zategnemo to potrebno. Torej, realno se zgodi, kje smo nastavili ta pas. Pokažem, nastavitev tistega pasu bila narejena na tem nivoju. Torej, mi fiksirali sprednjo stran na nivoju kolkov in križnico na nivoju križa. Torej, ta predel mi fiksiramo. Ne pa ledveni predel. Ledveni predel to je že posledica nepravilnosti, katere se zgodili v tem predelu. Zato zdaj smo postavili pas in mobilizirali nogi, medenico, in nogam smo dali priložnost, da oni vstanejo v bolj lagodno pozicijo. Takrat, ko pozicija je nog lagodna, potem pa del za delom v času hodimo ali pa izvajamo različne vaje. Tudi tisti pas priporočljivo imeti v času vadbenega sistema, ali pa to naša metoda 1000 gibov, ali to vaši gibi, hoja, ja, to je tudi trening. Zdaj pa damo možnost, da gospod Andrej lahko vstane počasi, vstanite počasi, s obračanjem tako, da ne poškodujemo spet morebitni zatrdeli predel. Tako, tukaj vstanite. Vaši občutki. Povejte občutek spodnjega predela. Siguren, nesiguren. Gibanje omejena, bolečina prisotna ali pa ni prisotna? Ne, bolečine ni.
Je pa spodnji del tako kot v kalupu zelo močen. Če bi bila prisotna bolečina oziroma negotovost, bi pas kar ojačal. Tudi zdaj, glede na to, da nisem imel nobene bolečine, v tem predelu se počutim drugače in pa bolj zravnanega v zgornjem delu. Seveda. Seveda. Obrnite se hrbtom, prosim. Torej, tako zgleda tukaj vstavek. On podpira križnico in daje možnost, da od tukaj pa že postavitev bo zagotovila drugačno dol. Takrat, ko mi vstali, pogledajte, takrat, ko mi vstali, mi lahko že tudi naredimo dobro uslugo kolenom. Pogledajte. Torej, lahko zbrusimo, tako delamo, delajte to, do kolen, pa navzdol. Torej, razumite, da tiste mišice, katere zdaj bili napete, ja, zdaj pa oni bodo drugače imeli trpljenje. Zgornji tudi problem. Ta zgornji težavo mi lahko tudi, tako rečem, poskušamo z rokoj malo, tako rečem, razbremeniti. Ali pa tovariš, sorodnik, ali pa samostojno, pogledajte kako, torej pogledamo tako, da pogledajte tako, tako pa tako. Torej, mi realno poskušamo z rokami potisniti tja pa nazaj, tja pa nazaj. In občasno tudi delamo to vajo. Zdaj pa za eksperiment, za hec. Ste zapomnili svojo držo? Zapomnil? Sprehodite se. Naprej pa nazaj. Občutek. V čem je razlika? S pasom pa brez pasa? Brez pasa ima telo manj naklona, manj zravnanosti. Manj zravnanosti. A kako se počuti zgornji predel? Se je spremenil neko pozo? Ne, bistveno se pa pozna. V redu.